Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 8. Včeraj sem si ogledal en film, hollywoodski film, ki je v bistvu dokumentarec, življenjepis avtorja gledališke uspešnice, pravljice z imenom Peter Pan. In film je nekako poskušal prikazati življenjske izkušnje, dogodke avtorja filma oziroma te gledališke igre Peter Pan, zaradi katerih je potem napisal to zgodbo, to pravljico in kaj je v bistvu s tem hotel povedati, sporočiti drugim. Je seveda zanimivo, kaj je doživljal, kaj je želel sporočiti. Torej, spraševal se je o poglobljenih življenjskih vprašanjih, kot so, zakaj obstajajo bolezni, zakaj obstaja čas, zakaj obstaja staranje, čemu določeni medsebojni odnosi med ljudmi, zakaj določene zapovedi in seveda, kako se osvoboditi, ne. Torej, pravljica Peter Pan ponuja neko domišljijo, nek Neverland, ne vem, kako se to prevede v slovenščino, ampak neka dežela, ki ne bo nikoli obstajala, ali ne vem, ker ni nobenih problemov. In kot neke vrste pobeg, od problemov tega sveta. In v povezavi z temi pravljicami seveda je tudi vprašanje pravljic v zgodnjem otroštvu, ko otrokom pripovedujemo pravljice. In to so večinoma neke fantazijske zgodbe, v katerih je vse super, ker imajo junaki neke čudežne moči, letenja, čaranja, spreminjanja in podobno. In domišljija, glede razvoja otrok je tako, da majhen starše izobrazim. Ko se živo bitje inkarnira v človeško fizično telo v prvih letih starosti, obstaja samo živo bitje in fizični in šele tam nekje pri starosti 2 let se začne razvijati energetski ki potem tudi omogoča oziroma povzroči domišljijo, zmožnost predstavljanja, našo virtualno resničnost, v kateri lahko ustvarjamo in manifestiramo stvari v trenutku. In zdaj problem naše družbe je to, ker se ne komunicira z otroci na ta način, da bi si jim povedali, razložili, kako funkcionira ta realnost, da bi si jim direktno odgovorili na vprašanje, ampak se nekako predvideva, da pač otroci so premajhni, da bi razumeli določene stvari, da jim ne moremo povedati z nekimi normalnimi odraslimi besedami, ampak da jih vse treba nekako tako zaviti v vato, uporabljati neke srčkane besede, jim govoriti neke pravljice, jim lagati, jim govoriti da otroki prinesejo štorklje, da obstaja dedek Mraz, pa take zadeve, take laži, In kaj v bistvu s tem otroke učimo? Učimo jih samo to, da enostavno drugim ne morejo zaupati, da odraslim ne morejo zaupati in zaradi tega potem morajo sami ponovno odkriti sveta, In to povzroči, da porabijo številna leta v mladosti, da ugotovijo, kaj je res, kaj ni res, kaj dejansko tistega, kar so jim povedali drugi, starejši, starši, je resnica in kaj ni resnica. Torej, pravljice po eni strani lahko vsebujejo določene modrosti. Izvedel sem, da so določeni avtorji namenoma
predali neke življenjske modrosti v obliki pravljic, zaradi tega, da bi se izognili cenzuri takratnega diktatorskega režima. In seveda je treba razlikovati med takimi pravljicami, ki so res napisani za tem namenom, ki vsebujejo res velike modrosti, ki jih je potrebno potem nekako razumeti simbolno in ki so nekako koristne za to, da človek pride do določene modrosti, do določenega zavedanja, da razširi svoje dojemanje tega sveta. In pa potrebno je ločiti med tistimi pravljicami, ki so v bistvu namenjene samo zato, da človeka povabijo v domišljijo, da so kot neke vrste beg od realnosti tega sveta, ki so kot neke vrste droga, za katerimi se človek slepi pred tem, da bi sprejel odgovornost za svoje življenje, za ta svet. Zato predlagam, da ali pa tudi recimo nekateri ljudje potem nekako nočejo odrasti in se zatekajo v pravljice in v domišljijo in recimo tudi želijo delati samo za taka neodgovorna dela, navidezno neodgovorna dela, kot je delo za živalmi ali delo za otroci, češ da pač se jim ne bo potrebno ukvarjati z tem, kako ta svet dejansko deluje, biti odgovoren, češ da delo za živalmi, otroci ali z rastlinami, pa je manj odgovorno. In seveda je, ampak še posebej se treba zavedati, da prvič biti vzgojitelj, še posebej predšolskih otrok, je najbolj odgovorno delo, ker se s tem za lastnim zgledom se vzgaja našo mladino. In kot sem videl, na žalost, ogromno vzgojiteljev predšolskih otrok, pa tudi v osnovni šoli in tako naprej, na splošno naš izobraževalni sistem je tak, da učitelji in vzgojitelji postajajo ljudje, ki niso sami osebnostno zrele osebe, ki potem svoje škodljive miselne vzorce, neodgovornosti prenašajo na otroke, s tem jih učijo z lastnim zgledom in potem tudi mladina, otroci in celotne generacije niso odgovorni in potem imamo probleme na svetu take, kot so. Zato bi pozval prvič vso mladino, ki odrašča, da naj premaga to svojo odvisnost od pravljic, od nekega domišljijskega sveta, da raziščejo vsi, kako deluje ta realnost, fizična realnost, kako deluje globalni sistem, denarni sistem, kje se da stvari izboljšati, kje so vzroki za probleme na tem svetu trenutni in da se res uporablja pravljice samo v nekem omejenem smislu in da se bere samo tiste pravljice, ki dejansko vsebujejo poglobljene modrosti. Ker domišljija oziroma umsko-zavestni sistem je bil dejansko ustvarjen z namenom, da nas ujame, da nas loči od zavedane realnosti, fizične realnosti v tem svetu, da nas sabotira, da nas onesposobi pri normalnem funkcioniranju in pri zavedanju, kako ta svet deluje in pri iskanju rešitev. Zato je pomembno, da sedaj končno se osvobodimo uma, da se popolnoma osvobodimo te domišljije, da ne uporabljamo domišljije, ampak da smo vedno osredotočeni na svoje dihanje, da smo zavedni svojega fizičnega telesa, da komuniciramo z drugimi dejansko, tako da jih poslušamo, ne pa da se nam neka domišljija aktivira in na ta način bomo stvari lahko na tem svetu uredili. Toliko v razmislek, torej dovolj je sanjarjenja, dovolj je domišljije, dajmo končno začeti živeti na tem svetu praktično, funkcionalno. Hvala in nasvidenje.